Lepo pozdravljeni v podcastu V sredini. Moj gost je Jani Kramar, dolgoletni sodelavec Hospica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dober dan, pozdravljeni in seveda hvala za vabilo. Malenkost. Od blizu in daleč torej poznate smrt, umiranje. Če se ne srečaš ali srečuješ s tem, to nekako vedno odrivaš od sebe. Imate tudi vi tak občutek, morda tudi take izkušnje? Ja, zanimivo je, da se pogovorov in razmišljanj o smrti vsi zelo izogibamo, ne, čeprav, če smo tako malce hudomušna, ne, je to pravzaprav edina gotovost na tem svetu. Zato, da se rodiš, moraš imeti malo sreče, ne, medtem ko za umret ni treba kakšna posebna sreča. Pred leti, ko sem začenjal svojo pot v Hospicu, me je ena tedanja sodelavka vprašala, je rekla, pravi, kako to, da je tebe zaneslo v Hospic, ne. Prvi moj odgovor je bil seveda zato, ker sem se smrti bal, ne. Drug moj odgovor je pa bil, a veste, ko smo v šoli vedeli, da nas čaka kontrolka, ne, smo se vsaj poskušali malo učiti, ne. O smrti se pa najrajši ne bi, ne. Tako da ja, imate prav, ne, in v Slovenskem društvu Hospic pravzaprav temu povratku smrti v pogovor in razmišljanje namenjamo posebno pozornost, ker imamo celo program detabuizacija smrti, kjer vračamo smrt nekako v razmišljanje in besedo med ljudmi, pa ne zato, ker bi bilo to fajn, ker bi bilo to, bi rekel, nam prijetno, ampak zaradi tega, ker nam izkušnje kažejo, da če se o smrti pogovarjamo takrat, ko je še čas, potem so zadrege ob koncu življenja manjše. Tu sva predvsem zaradi bližajočega se referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na nek način je torej dobro, da smo se končno začeli javno pogovarjati o teh zadevah, ki jih kar naprej odrivamo od sebe, pa vendar ta razprava prihaja prepozno, pravzaprav v času, ko je zakon že sprejet. V Slovenskem društvu Hospic seveda govorimo, da dodajamo, ne samo govorimo, to delamo tako, da pač dodajamo življenje dnevom in ne obratno. Torej, življenje nima smisla, bi rekel, podaljševati v nedogled, vendar ga tudi skrajševati po naših izkušnjah ni dobro. Pogrešamo in tudi jaz osebno pogrešam, bi rekel, eno razpravo. Žal moram ugotoviti, da se je vprašanje o tem zakonu premaknilo zgolj v polje ene ideologije, torej ni pa, bi rekel, mesto temu. To ni ideološko vprašanje, ampak je, bi rekel, vprašanje, ki se tiče nas vseh, ne glede na svetovni nazor, vero, kakorkoli. Veliko se v tem kontekstu govori o trpljenju in neznosnih bolečinah in dokler smo tam, pravzaprav niti ne moremo vedeti, kako je to videti, kako je to čutiti. Mene vseeno boli misel, da si pa kot družba dovolimo določiti, kdaj je čas za smrt, kdaj nekega življenja ni več vredno živeti. Ja. Prva stvar, ne, to, kar ste rekli, bolečina, ne, v hospic in paliativni oskrbi človeka nikoli ne gledamo samo skozi, bi rekel, fizično bolečino, ampak gledamo trpljenje celostno, to pomeni, da poskušamo, bi rekel, po najboljših močeh lajšati tudi duhovne stiske, duševne stiske in pa socialne stiske, ne. Jaz sem se, predno sem začel delovati v Slovenskem društvu Hospic, seveda najbolj bal, tako najbrž kot vsi, te fizične bolečine, ne, torej, da ne bi predolgo pa preveč bolelo. No, v teh 12 letih, ker sem v društvu aktiven, sem bil prisoten pri več kot 100 smrtih, ko sem človeka pač držal za roko, ko je umrl. Torej, me tolaži misel, da nobeden od teh ljudi ni neznosno trpel dolgo. Bolečina je bila, seveda, da je bila. Ampak, bi rekel, medicina je na tem področju tako napredovala in pomirila mene, pa še marsikoga drugega, ne, torej, da ni nujno, oziroma ni potrebe, da, bi rekel, neznosno in dolgo boli. Druga stvar, ko omenjate trpljenje, ne, je pa, bi rekel, moram uporabiti besede,
besede dr. Jožeta Ramovša, ne, ki je enkrat rekel, ko so ga vprašali, ali je ta zakon tudi posledica tega, da Slovenci ne znamo trpeti, ne, je rekel, pa še kako znamo, je rekel, pravi, spomnite se samo, kaj smo pripravljeni narediti za kariero, da ne rečem, tako je on rekel, to so njegove besede, ne citiram, ampak smiselno, ne, je rekel prav, tudi v fitness hodimo za lepo postavo, potem trpimo, pa znamo trpeti. Zanimive primerjave dajete in pravzaprav navdušujete, s kakšnim izrazom na obrazu in energijo govorite o taki za mnoge težki temi. Kako se vi spopadate s tem? Jaz sem se naučil v hospicu enega pravila, ali pa kako bi to človek rekel, ne, ja, naučil sem se zase nekaj, kar je neprecenljivo. Namreč, predno sem začel delati v hospicu, sem si želel seveda hitre smrti. Da je infarkt, ne vem, prometna nesreča, pa da ne bi komu kaj naredil, ne, pa seveda tudi nekje v ozadju, da ne bi predolgo preveč bolelo. Odkar delam v hospicu, sem to mnenje zamenjal. Namreč vidim, kako zdravilno je pravzaprav, da imaš možnost slovesa, da imaš možnost, bi rekel, biti v življenju tudi krhek. Z une strani nam ni še nihče prišel nazaj povedati, da je to fajn, ampak pri svojcih pa vidimo na eni strani hvaležnost, da so imeli to možnost biti ob neozdravljivo bolni dragi osebi do konca. To je ena stvar. Druga stvar, ne, človek, ki je zraven pri smrti drage osebe, torej to je tako dragocena izkušnja, da gre v življenje, bi rekel, drugačen. Bi si upal, bi rekel, biti tukaj kar malce, bi rekel, prepotenten, pa bom rekel, da je to pravi način, kako ustvarjati družbo bolj sočutno. Torej, ne izrinjati smrt, ne jo prepuščati, bi človek rekel, odločevalcem izven človeka, ampak res to prepustiti, da verni rečemo Bog, narava, vesolje, kdorkoli pa že naredi tako, kot je prav. Zdaj mi vemo za zgodbe svojcev, seveda, ampak ko govorimo o umirajočem, pogosto ne pomislimo, da ima ob sebi ljudi, ki tudi trpijo, ki jim je tudi težko. Ja, v Slovenskem društvu Hospici se trudimo, da poskrbimo tako za neozdravljivo bolne, kot za njihove svojce. V času bolezni, v času, ko se začne umiranje, ob smrti in tudi po njej. Tudi tukaj je, bi rekel, ena potrditev našega dobrega dela tudi ta, da iz družin, kjer smo vključeni v spremljanje umirajočih oziroma neozdravljivo bolnih še na začetku, torej iz teh družin v našem programu žalovanja skoraj nimamo uporabnikov. Torej smo te stvari na nek način uredili že v času spremljanja. Absolutno se strinjam z vami, ko ste rekli, ne, o smrti se je res treba pogovarjati takrat, dokler je še čas. Predno pa se odločamo o tem, ali bo kdo drug odločal o našem življenju in smrti, je pa treba izpolniti še in še pravzaprav na nek način mest, ki bi kvaliteto tega odhajanja izboljšale. Kaj tukaj mislim? Zagotovo vsem dostopna hospic in paliativna oskrba. Manjkajo nam hiše hospic, ki so pravzaprav ena sama delujoča, pa še ta pravzaprav nefinanciranja iz enih sistemskih sredstev, ne. In to je način. Tudi beseda paliativa oziroma paliativna oskrba je dobila mesto v našem prostoru, pravzaprav šele s pogovarjanjem o tem zakonov, ne. In mnogi niti ne vejo, kaj to pomeni. Pravzaprav vse, kar ste do zdaj povedali, je paliativna oskrba. Ja, tako bom rekel, ne. Hospic bi lahko imenovali, je starejši brat paliative, ne. Pred 30 leti je dr. Metka Klevišar, legendarna zdravnica, torej se začela ukvarjati z neozdravljivo bolnimi in družinami, bi rekel, bolj iz tega, seveda tudi profesionalno kot zdravnica, ker je delala kot onkologinja na Onkološkem inštitutu, ne, ampak predvsem se je nekdo začel, bi rekel, s temi ljudmi
če temu tako zelo laično rečem, po nemedicinski plati ukvarjati, ne. Tako da ja, hospic je predvsem psihosocialna pomoč, torej družina ni nikoli sama, če ne bi bilo naših prostovoljcev, seveda ne bi mogli obvladovati cele Slovenije, ne. Medtem ko je paliativa bolj, bi rekel, usmerjena v ta medicinski del, v lajšanje fizičnih simptomov, ki ni samo bolečina, je tudi strah, nemir, slabosti, včasih tudi kakšne rane, skratka. Ja, je pa res, da morata brat in sestra, hospic in paliativa hoditi z roko v roki, zato, da je za tistega, ki je neozdravljivo bolan, res poskrbljeno. Kakšne pa so zgodbe ljudi, ki se poslavljajo, umirajo, imajo morda kakšne stične točke, so kakšne razlike? Si kdo želi umreti? Ja, ste me pocukali za jezik, torej zgodb je nešteto, ne, in to, kar ste rekli, če si zares želi umreti, ne. Ja, smo imeli tudi v hospicu nekajkrat prošnjo, ko je prišel k nam v oskrbo, ko je oseba prišla k nam v oskrbo, pa je rekla, da bi rada umrla, ne, če bomo pomagali umreti, ne. Smo rekli, seveda bomo, ne, držali za roko, ne boste sami in kakorkoli. Jaz z velikim navdušenjem to povem, ne, da nobena od teh oseb ni vprašala več kot enkrat, zakaj. Ko je ni bolelo, ko ni bila sama, ko ni bila žejna, ko je ni nihče silil, bi rekel, na oni svet, če smem tako reči, ne, se nikomur ni mudilo. Zgodbe so pa seveda številne, ne, včasih imamo, če se spet malce pošalim, ne, imamo večjo skrb ali pa bi rekel večje težave z družino kot z neozdravljivo bolnimi, ker pač, ko so urejeni fizični simptomi, ne, se potem lahko začnejo urejati tudi vsi ostali. Jaz še nisem v svoji karieri srečal osebe, ki je bila neozdravljivo bolna, pa to ni vedela, torej vsi so povedali. Spet pa smo pri tistem prvem vprašanju, torej o smrti se je treba pogovarjati, ker se nam še prevelikokrat zgodi, da pridemo v družino za neozdravljivo bolno osebo in se pogovarjamo z družino in ko predno gremo k bolnemu očetu, mami, komurkoli že, ne, nam družina reče, veste, tam pa nič o smrti pa o bolezni govoriti, ker on še nič ne ve, ne. In ko se pogovarjamo z neozdravljivo bolno osebo, se pogovarjamo in ko od nje odhajamo, nam pa ona reče, jaz vem, da bom umrl, ampak mojim nič povedati, ne, oni še nič ne vedo. Torej ta smrt je tabu in žal je tukaj, bi rekel, velikokrat preveč zamujenega časa, ki je pa dragocen, ne, tukaj še ogromno enega življenja, pa ne v smislu pogovarjanja o dediščini na smrtni postelji, še noben je rekel, škoda, ker nisem več zaslužil, škoda, ker nisem bil več v službi, ampak je, bi rekel, tukaj pridejo, res maske padajo in tukaj pridejo druge vrednote. Škoda, ker nisem ti večkrat rekel, da te imam rad, škoda, da sem tolikrat se grdo držal, škoda, da sem premalokrat rekel oprosti. To so zgodbe, ki najbrž, bi rekel, za človekovo zorenje v enem smislu je potreben tudi ta čas krhkosti, minljivosti in se morda sliši zelo hospicovsko kruto, tudi priprave na smrt. Nekako opisujete to kot neko, mislim, da je tudi dr. Cviter uporabil ta izraz, da je to lepilo družbe, ker vsak odide iz te izkušnje, seveda tisti, ki preživi, drugačen. Ja, svojci, res bi rekel, naše največje plačilo, ne, seveda so pomerjeni svojci, so, bi rekel, res pomerjene stiske ljudi, pa nismo, bi rekel, naredili nič posebnega, ampak smo samo takrat, ko je bilo najhujše, nismo ušli, ne, mogoče, ker bo tole kar nekaj ljudi videlo in slišalo, ne, včasih rečemo, saj ne morem nič drugega, kot biti zraven, torej to je največ, kar lahko človeku daš, ne hiteti, biti zraven, to so res dragoceni, lahko rečeva sveti trenutki.
Zdaj, ko o tem govoriva, ko vnesemo ta pojem možnosti odločitve predčasnega končanja življenja, nastaja nek tak pritisk. Nastaja pritisk pri umirajočem, pri svojcih, konec koncev to ustvarja družbeni pritisk. In ni se mogoče znebiti dvoma, da čeprav piše v zakonu, da bo odločitev prostovoljna, čigava bo na koncu, bo ta odločitev res prostovoljna človeka, ki umira, ali bodo ti pritiski enostavno premočni, da bi to ostala prostovoljna odločitev? Težko sodim, rajši pa odgovorim z zgodbo, ne. Spremljam še zdaj enega gospoda, ki razen to, da gre proti 95 letom, nima kakšne oprijemljive bolezni, ne. Seveda vse, kar k tem letom sodi, ne. No, in med enim prvih obiskov, zdaj ga že kakšne 2 leti spremljam, ne, mi je rekel, veš, Jani, jaz sem na tem svetu naredil že vse, je rekel, pravi, sem kmetijo dal naprej, pri nas rečemo grunt, ne, sem grunt že predal naprej, ženo sem pokopal, je rekel, prav sem zdaj bolj sam, je rekel, sem umrl še nisem, ne, je rekel, ampak tukaj pa ne bomo hiteli. Ko se o tem pogovarjava, jaz bi se lahko uvrstila med tiste, ki ne govorijo pogosto o smrti, ki imajo mogoče kakšne skrbi, in so mi pravzaprav nekako prihajale solze na oči. Vi ste po 12 letih že ravnodušni, nosite kakšno zgodbo s sabo, kako se razbremenite? To so vendarle lahko tudi zelo težke zgodbe za duha in dušo. Če bo tole poslušala moja hči, se bo smejala, ne, ampak jaz sem se v hospicu naučil ponovno jokati. Moški itak ne jokamo, ne, moški, že ko sem jaz s kolesom padel, imam 2 mlajši sestri, ne, ko sem jaz padel, so rekli, ti si fant, menda ja, ne boš jokal, ne. Ja, prvič so solze, drugo bi rekel, veliko moje razbremenjevanje je to, da pravzaprav kamorkoli pridemo, je tam lažje. Nikoli nismo še, bi rekel, situacije zakomplicirali, ampak smo, bi rekel, situacijo razbremenili, ne. In tretja stvar, ne, včasih se mi je to zdela floskula, ne, ko greš k umirajočemu, imaš lahko 1000 problemov. Ko pa od njega greš, pa vidiš, da jih skoraj nimaš. Odličen zaključek. Moji gostje vedno poskrbite za eno tako piko na i, da nimam več kaj dodati, razen še zahvale. Hvala, da ste bili naš gost, upam, da še kdaj. In bom rekla, uspešno delo. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.